Kako je prišlo, mislim, do tega, ko ste sploh začeli pisati ta aneks, ne? Ja, torej, aneks je pravzaprav nastal v sindikalni konferenci samostojnih filmskih in TV ustvarjalcev z namenom, da bi razrešil pravzaprav ta neenak položaj samostojnih delavcev na tem področju in zaposlenih. Namreč marsikdaj se dogaja predvsem v filmskih ekipah in v televizijskih ekipah, tako kot tudi v gledališčih, da skupaj delajo zaposleni ljudje in samostojni. In so pa bistveno različno tretirani, da ne govorim o tem, da so bistveno slabše plačani samozaposleni, katerih honorar se primerja z neto plačo redno zaposlenega delavca. Ampak to govorimo, njihov honorar je pa ponovadi bruto, ne? Njihov honorar je pa bruto, ja. To je razlika cirka 50%, še več zaradi tega, ker se ne upošteva delovna doba, se ne upošteva skratka vse te dopusti se ne upoštevajo bolniške, ne? Regresi, bolniški in tako dalje, skratka, vse to se ne upošteva, kar pomeni, da za delodajalca to enostavno cenena delovna sila, do katere nima pravzaprav nobenih obveznosti. Če se kdo poškoduje ali kaj takega? Tako. V delovnem mestu? Če se nekdo poškoduje, nima delodajalsko rekoč z njim nobenih stroškov, nobene obveznosti, pač tak delavec ostane doma, brez dohodka in delodajalec pač najde nekoga drugega. Torej, cela zadeva se je začela pravzaprav z neko okroglo mizo o kulturni politiki v Cankarjevem domu leta 97, mislim, da, ko smo opozorili na to, da na področju filma izgubljamo kadre, ljudi, ravno zaradi tega, ker pač ni bilo socialne varnosti, ker so bili te delovni pogoji tako slabi, so začeli ljudje odhajati iz tega posla, s tem smo izgubljali znanje, ljudi in tako dalje, znanje se mu prenašalo. Tudi produkcijo v končni fazi, ne? Rezultat je bil ta, da je bila produkcija čedalje manj kvalitetna. Tle govorim predvsem o tehničnih delavcih, ne toliko o kreativnih delavcih, o ustvarjalcih, ampak ravno na področju filma je to, da seveda nek režiser ne more filma posneti brez ekipe. In če je tle neka profesionalna ekipa, seveda je potem tudi izdelek na profesionalni ravni, lahko gre na festivale, lahko gre v kinematografe in tako dalje. In je tle pač ta učinek ključen. In zdaj tale predlog, ki smo ga predstavili po to, ko smo se ga lahko tudi malce podebatirali, to ste spisali skupaj še z enim kolegom, ste rekel prej? To smo v bistvu v sindikatu Glosa nekako oblikovali. Kot vzor nam je bil, oziroma predloga, tako rekoč, kolektivna pogodba v kulturi, za kulturo. In na podlagi tega smo pač formirali nek predlog, ki smo ga dali na Ministrstvo za kulturo in smo zdaj v zadnjem času dobili zagotovilo, da bomo na ta način pač reševali problematiko samozaposlenih. Zdaj, koliko vemo o vas, vi ste že dolgo kot samozaposlen, tudi v kulturi delujoč? Ja, imate verjetno do svojih izkušenj? Ja, tako je. Jaz moram reči, da sem bil vsega skupaj na nacionalni televiziji svojih 20 let samostojno delal, pač na ta način. Glavnem, vedno sem pač, čisto na začetku svoje karijere sem bil zaposlen v gledališču, samostojno delal. Torej tudi vi iz vlastnih izkušenj veste, kaj so tegobe in težave pač samozaposlenega v kulturnem delu? Tako, predvsem iz vlastnih izkušenj, ker sem pač, jaz moram reči, da sem gotovo, recimo, ker seveda človek avtomatično dela neke primerjave, in potem seveda po nekih letih, ko pač delaš z entuziazmom in rad delaš in si
čedalje boljši in pravzaprav če bi bil zaposlen, naredil že neko fan kariero in tudi nekaj zaslužil in tako dalje, ugotoviš, da pravzaprav ni nič od tega. Sem recimo ugotovil po 10 letih dela na nacionalni televiziji, da pravzaprav je razlika med tistim, kar sem jaz dobil kot bruto honorar in tistim primerljivo bruto plačo, je bilo takrat za eno dobro hišo denarja. In zdaj recimo pač s tem aneksom, ki se bo pač preko ste pripel, s kolektivnim pogodbam. Zdaj mislite, ko bodo delodajalci pri nas odprti do tega aneksa, ali se bo, glede na to, kaj situacija prinaša vedno tako, ko za ljudje imajo rajše študentske napotnice? Ja. In se rajši pač na ta način zgovarjajo, da recimo nekomu ne bodo avtorskega honorarja izplačane? Ja, zdaj seveda, tle bo zagotovo bo težava z delodajalci, zato ker so enostavno navajeni cenenega dela in vsako povečanje vrednotenja tega dela bo seveda rezultat ta, da bo moral nek producent zagotoviti več denarja za neko produkcijo in to bo sigurno predstavljalo težavo. Zdaj prej na sebem predstavitvi je nekdo predstavil tudi tale nizozemski model oziroma obstajajo različni modeli po različnih državah ravno za samozaposlene v kulturi. Se tudi vi zgledujete pri vzpostavljanju tega aneksa in tudi pač nadaljnih posledičnih stvari, ki se bodo zgodile tudi pri čem takem? Ja, seveda. Mi smo vključeni tudi v Evropsko združenje sindikatov na področju medije in kulture, Media and Entertainment International, ki deluje sicer tudi na svetovni ravni. Mi smo vključeni v ta evropski del in tudi v Komisijo za socialni dialog na evropski ravni in se tukaj srečujemo tudi z drugimi kolegi iz Evropske skupnosti, prav tako kot tudi z delodajalci. In moram reči, da imamo vzor dejansko v Evropski skupnosti, kjer so različni modeli. Mi smo ravno v novembru zaključili mednarodno konferenco, kjer smo proučevali možnost uporabe danske in švedske dobre prakse za organiziranje samozaposlenih na področju audiovizualne dejavnosti. Šli smo pač na to ožjo dejavnost zaradi same obvladljivosti projekta. In smo pač tudi, kako bi rekel, se naučili te dobre prakse, oziroma spoznali smo to dobro prakso, ki seveda ni neposredno, je ni mogoče neposredno prenesti Slovenijo, ampak je pa neka podlaga za neke pogovore. Tako recimo smo spoznali tudi med drugim definicijo, kako Angleži definirajo samozaposlenega, kakšni so to mehanizmi in tako dalje. Spoznali smo tudi recimo nemški model, ki pač na nek način, oziroma ki omogoča samozaposlenemu, tako kot da bi šel recimo pri nas na zavod za zaposlovanje, nadomestilo prihodka pod pogojem, da v 3 letih aktivno dela 9 mesecev. Francozi imajo spet nek svoj model, ki pravi tako, da vsakič, ko recimo nekdo najame nekega ustvarjalca, nekega samostojnega delavca, v tistem trenutku je on zaposlen. Je tako, kot da bi bil redno zaposlen in potem tudi po poteku pogodbe ima pravico do nadomestila prihodka, tako kot pač zavod za zaposlovanje.